Pozdravljeni, tole bo seveda opazovalnica v živo. Jaz bom tako kot lani dal samo en tako opozorilo oziroma razlago na začetku. Na začetku se je seveda predvajal mini dokumentarec priznanega režiserja Jožeta Robežnika o tem, kako sva šla na zmenek na srček pico Julči, ampak je res brez veze, tako kot lani s tekom, da to spustim ta audio noter, ker nobenemu ne bo nič jasno. Tako da si morate zdaj predstavljati, ko jaz neham govoriti, da se je ta video končal, začela se je pica in potem se je začela opazovalnica v živo. Bom pa na tem mestu, kot vedno, rekel, da najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Res je bila meni nora energija, jaz sem se zelo zabaval, Jure tudi, čeprav je bil pri koncu življenja, ampak vseeno. Tako da res hvala, ker podpirate, ker poslušate in ker ste prišli. Sebi gremo včasih na živce, ker to nenehno ponavljam, ampak je treba, ker je vredno. Tako da res najlepša hvala vsem. Zdaj pa, še ena stvar. Seveda sateliti dobite po mailu, poglejte mail, ali pa če se vpišete v aparatu spletno stran, vas tam že čaka ta video. Ga lahko tisti, ki niste bili v španskih borcih, prvič pogledate, tisti, ki ste pa bili pa drugič. To je pa to, zdaj pa nimam nič več za povedati, že tako sem predolg. Evo, opazovalnica v živo 2026. To je to. Dober večer. Vi se smijete tem, ampak vi ste to plačali. Jaz nimam nič s tem. Jaz nisem imel tega. Opazovalnica, podcast. Leo, srček pica. Ja, to je pa zdaj photo opportunity. Ja. Presno. Okay. Ampak tale slika je pa epska, sam je vi ne vidite, ko bo padlo vse po tleh, če tole dvignem. Kako? A jo lahko? NSFV. Tole gre v okvir. Hočem reči, vi se smejite temu, ne? Ampak vi ste to plačali, jaz bi se mogel smejati. Dobro. Ja. Dobrodošli v opazovalnici v živo, opazovalnici live. Anže bo zdaj povedal, ker to dogodek sam ne obljublja nič. Nahajamo se na snemanju podcasta v živo. Ja. Zdaj bo zdaj Anže, tako kot vedno, vsako epizodo povedal svoj admin, karkoli to že je, potem pa začnemo zares. Hvala lepa, da ste se zbrali v tako velikem številu. Ja. Najprej, a je kdo rabil več kot 1 uro, da je prišel do sem? Zaploskite. Več kot 2 uri? Un model. Je kdo 3 ure potoval z mulo? To pa nihče. Ja, to je opazovalnica v živo 2026. Ja. On spet skromen, kot vedno. Ja, še enkrat, tako kot vedno, spustite pričakovanja. Kalkulira prodane vstopnice. Kupil si bom njivo, bom samo oskrben. Julči nam je častila pico. Ja. Ja, to moramo povedati. In mislim, iskreno tudi pustili so to posnet, kar se mi zdi, da je več vreden. Pa boljš, da ne vidijo tega nikoli. Pa je bilo tako, boste poslali ta video, pa jaz ne bomo videli. Sem toliko za šefa, da bom mal frendom pokazal. Ja. Noče, ljubica, noče. Tudi mislim, ne bom poslal. To pa podpri.si obstaja, kar vas večina ve. Ja. Danes bo tudi Dopo Barba, nam pomagaj. Grifterjev. Omenil bi še, da to je Nolan Flask. Je. To je treba povedati. V njej ni več čaja, ker sem ga že spil. Ja. Kaj ti... Zdaj bomo pa resni za 30 sekund. Povej, kaj se dogaja. Jaz sem v zadnjem stadiju, žal. Kaj ti Klamidija. Ne. Spet. Ne, sorry. A ni?
Prejšnji teden sem imel zelo naporen, Ja. Anže ne ve, kaj to pomeni, ampak jaz sem imel snemanje ponedeljek, torek, sreda, četrtek. Ne, v četrtek smo imeli koncert Rotary v Ljubljanskem. Kaj pomeni koncert? Koncert študentov Akademije za glasbo. Kaj si pa ti počel? Mladih talentov. Jaz sem povezoval, pa eno mojo skladbo so igrali. Kjero? Krst pri Savici. Okay. Ker je bil koncept ta, da... Koncept. Koliko je bilo ljudi na Rotary koncertu? Ja, karta ni bila lih toliko kot tle, ne? Je bilo malo več, to so respektabilne zadeve. Ja. Ne ta raja, to si hotel. To ne. Ne. To so... 2 uri človek. Koncept je bil ta, da je obravnaval glasbo zgodnega srednjega veka. Seveda. In ker se od tega obdobja ni ohranilo nič notnih Si zapisov. smislil nekaj. Več nas je bilo komponistov, Aha. ki smo potem izvedli oziroma napisali ene skladbe za 3 avtentične. A ja, dejansko so bili še neki drugi Slovenci, ki so nekaj napisali. Ja. A jaz sem mislil, da si tako rekel, smo bili mi kaj se še enkrat, pa je bil Mozart zraven, recimo. Ja, pa smo mi ja, bili. ja. Tako kot jaz sem tako kot Jordan, košarkaš. Sorry, boj. Michael, ne, kjer ti sam Magica Johnsona poznaš, ne? Michael Jordan tudi poznam. Valjda poznaš. A niso superge po njem poimenovane? Air Jordans. Pazi, naredili so avtentične inštrumente z tistih časov, Ja, 6-strunska lira, ja. panova piščal, Kaj je lira? lira. Ja. Ne vem, skle se mi smejte, seveda sem mi doma tudi. Karkoli boš naredil v življenju, imaš mlade, prosim te sem to, ne otrokom da tega nikoli poslušati, ker bojo odrasli. Ker jih bojo tepli v šoli. Pozor, da povem naprej. Ja. Pa, Nisi še povedal to, kar si mogel povedati. Lira, to je, se spomniš epizode Plato's Stepchildren, ki Spock igra na eno zadevo? To je lira. Taka mini harfa. Ja, mini harfa. Bam. Okay. No, Všeč mi je, da se najde ter Spocku. Okay. ja. Vse to je to. S tem smo začela. A viš, feeling, ko hočeš delati en intimen podcast, kjer se boš pogovarjal o Star Trek epizodah, pa se pa znajdeš dvoran pred 400 folka, ki bi radi videli, kako je špico v obliki srčka. Jaz ne vem, kje je šlo narobe. Ja. V glavnem. To je bilo vse v scenariju. Ja. In Vidite, Boban, kako to zgleda? Veš, ker delamo opazovalnico, pa se ni hito z rokami delati. Ponovadi je nekaj tazga. jaz, In jaz to gledam, vi pa sam slišite. Meni je neugodno. Sorry, hočem ti razložiti, da boš Ja. razumel. Boben v obliki peščene, Ja. ki se igra tako, da ga daš čez kot torbo in ga igraš. Ja. V glavnem, to so bili glavnem. avtentični inštrumenti in pevci in pevke. Okay. In jaz sem naredil Krst pri Savici, ker nekako spada v tisto obdobje in smo si, bi rekel, predstavljali, kako bi pa to zvenelo takrat je bilo. Se pravi, dvorna glasba. Ampak v Rotary klubu. Rotary klub je organiziral tako. Ja. Kaj je to, v neki jami? Kje je to bilo? Na kongresnem trgu v dvorani Akademije za glasbo. A ja, ok. Ja. In Ja. potem v petek sem šel pa to je pa zdaj, tudi moramo predebatirati, ker je del opazovalnice, v Sankt Georgen im Atagau. Bili so dnevi Se vsi vidite Nikolausa, brošuro, ne? bili so dnevi Nikolausa Arnoncourja. Spominski Ja, si dnevi, slišal reakcijo. prosim, Ne, nič, ja. ob 10. obletnici smrti. Ja. Uh, Mozarta. kaj je to? Kakšnega Mozarta? Mogel sem, to vem. Ja. Zum 10. Todestag von Nikolaus Arnoncourt. Ja. To je bilo 8. do 10. maj v vasici Sankt Georgen im Atagau, to je v tej dolini pri Atterseeju, zelo blizu, 4 km, kot Brezovca od Ljubljane. In jaz sem šel na ta koncert in sem bil res zelo izmozgan in potem naslednji dan sem šel pa še s čovnom se voziti po Atterseeju in me je malo... To smo sliko v chat dobili. Ja. Kaj pa vi počnete? No, lep razgled je, ne? Če bi imel, bi pokazal, pa nimamo. Ni dost budžeta, čeprav je karta zelo draga. No, v glavnem, napihal me je in jaz sem se potem soboto, ko sem prišel domov, sem se zbudil, Ja. po noč, ko sem šel na urin in
prvič. Kako pa greš na urin po noč? Ne, to me je že Urankar vprašal, čem je fora? Ne, resno, a to ni dobro, če več. 46 sva. To bo vedno večji, kako je angleški topic of conversation. Kolikrat greš na WC po noč? Enkrat. Aj enkrat okay. Ampak ne vsako noč. Zdaj, ko me ta mal ne budi več, včasih celo prespim noč. Ja, in se zbudiš nasičen, mislim, s polnim mehurjem. Ne vem, ja. Ne vem sam koliko. Jaz tudi ne. Ja. Sprašujem se, kaj on me je tudi vprašal, ko sva golf igrala, pa sem rekel, ej ti, veš ko sem šel po noč na malo potrebo, pa je rekel, kolikrat pa ti to greš? Pa tako, kaj? In ti zdaj isto. Ja. Zdaj računam, da je to a thing. Betežen deluješ vsem prijateljem in znancem in meni. Ja, ne vem. Ok, in si šel lulat? Ja, in sem slino pogoltnil in sem rekel, o ne. Pejmo naprej. Ja, čigava, ne. Nivo. Ja. Slino. Ja, povej. Ja, in sem rekel, pa ne, da bo to zdaj razraslo, saj vendar nisem bil na križarki. Ne? Bil sem, pa tam je bilo veliko ljudi. Mislim, tehnično gledano si bil na čovnu, ne? Babice in a so bile podgane gor? Ne. Kaj to je ta hunta? Kaj je hinta? Hanta virus neki podgane širijo. Medicinci so tle. Te bojo podučili, ja. Končen nekdo. Ja, no in kako je napredovalo to? Zakaj moraš povedati, kaj je v Nolan flasku? Ja, trenutno je voda, ker sem čaj že spil. Ja. V glavnem, potem naslednji dan je bila pa seveda vročina, slabo počutje in to. In danes ni nič boljše. Ampak vse se čuti. Tako da prosim en aplavz za požrtvovalnost. Ne. Za požrtvovalnost. Lej. Če bo čez par dni upad satelitov in satelitk iz jeze. Jaz mislim, da misliš, da bojo pomrli, ker si prinesel virus. Ne, ampak sej, mogoče meni je odpornost padla. Ja. No in na tem koncertu, to sem bil, je bil zelo lep, igrali so od Händla, se pravi, igral je orkester od Arnoncourta. A si se dotikal med tem, ko so igrali? Ja, ne vem. Concentus Musicus Wien. In dirigiral je pa ta gospod, ki je pri Arnoncourtu vedno igral čembalo pa general bas. General bas. Ne bomo šli, v redu je, ne ve. Mi vemo, on ne ve. Koliko ljudi ve za ploskite, kaj je general bas? No. Niti ne, ta star. Vsi, preglasno. Povej, kaj je general bas, res me zanima. Je ta velik boben? Ne, general bas je... Že spet bo tole v igri. Ne. General bas je zapis. Zapis melodije, s pomočjo katere, oziroma nad katero so tudi številke, ki ti označujejo akordično, tako da imaš samo bas napisan in ti lahko spremljaš nekoga. Klavir? Na klavir, na čembalo, na orgle. Aha, ok, več storilo. To je sprav, general bas ni inštrument? Ne. Ok. The more you know. Ja. In so igrali od Händla Aleksandrova gostija. Ja. Vejo. Aleksandrova gostija, to je najboljši oratorijev. Ja. In igrali so zares dobro. Okay. A to je to, koncert si šel? Polna cerkev je bila. V cerkvi? Ampak sem pa opazil, ja. Koliko bo še tega? Dišijo. Dišijo, kdo? Babice, pač te stare, kako hodijo. Pač tam se ni bilo glih zdaj Joker out publika, ne? Sam Georgen ima trgal na Händlu. A to pa tako zgleda, kot tvoji eventi za knjigo. Tam nekje. Tu. Ja. Ampak ta najboljši event... Ni še konc. Ne, bilo je v redu. Ne, hočem sam povedati, naslednji dan je bilo pa v glasbeni šoli, Sankt Georgen isto, je bil pa okrogla miza, simpozij, ki je izhajal iz Arnoncourtove misli, ausgebildet, aber unfähig zum Ganzen. Ignorirajte to. In bilo je, kaj je to? Pusti se presenetiti. Torej, izobražen, ja. Ampak nezmožen za celoto, za celovitost.
In so bili trije, Ernst Smole, to je en avstrijski minister bil nekaj časa za izobraževanje, pa 2013 beginnt das Verwirklichungs- und Bildungsplan für Österreich 235. Jaz se opravičujem, jaz ne vem, kaj se dogaja. Druga je bila Eda Polc, trojna, ne, to boš da ne berem, kaj ima zraven, HS, prof, mak, IU, dr, bed, med, PHD. Tako da za razliko od... Uni, dipel, pol. Pa magister Georg Kapsch, to je pa en direktor bil Kapsch Traffic.com AG. To je bil pa ta je dal pa denar za to? Ne, sam bil je pa isti kot Gary Oldman v Drakuli, ko je bil star. Sam frizure imel lepšo pač. Okay. Tiste, ja, tako. In je bila zelo zanimiva debata. Ja. Ja. In dobro, lej. mogoče ne bi šel zdaj v njo, Okay. ampak... A zdaj lahko greva na stol? Ja, ne, s tem. Samo eno misel povem tale Eda Polc. Noben ne vidi brošure. Okay. Je povedal eno zanimivo... Mi dva nismo nič zmenjena, veš, vi mislite, zih se kaj pripravita za live. Ne. Sam eno zanimivo anekdoto je povedala. Stol bo verjemite. Okay. No, v glavnem je rekla, kdo da je ona, ta Eda Polc. Ja, Eda Polc, hvala. Vicerektorka je, evo ga, v nižji Avstriji. Pazi. A je oddol? Niederöst. Pusti. In je rekla zanimivo anekdoto, kaj je vprašala, da včasih ne vidimo bigger picture. In je rekla, da je Kaj? Šajtrgo, Šajtrgo polno sena, ne, čez mejo Trogu, ne, in cariniki so mu vedno tisto seno predrajsali, ne, kaj on šverca. Martin Krpan, sol. Ja, ne, ni, to je bilo nič vredno. On tretjič, četrtič, petič, pa ga pa en vprašal tam tudi drug švercar, rekel ti, ko pa v resnici ti švercaš? Pa rekel, šajtrge. To je rekla za opening misel. Najslabša šala. Pa ni šala, to je... To je šala. To je tako, ti, ki ne vidiš bigger picture, stari. To je... Oni so se fokusirali na seno, spregledali so pa šajtrge. Ja, okay. Spregledali so tako kot te ljudje, da je to v stran vržen denar. Ne vidimo te stvari. Ok, a zdaj lahko... Ne, ker ne vem, kaj bo to. Jaz sem mu rekel, da bo presenečenje in nisem hodil povedati, kaj bo. Ne? Zdaj bomo še en video pogledali. Jaz sem ga valjda že videl, ljudje ga bo videli, ta stoje pa zate, ker mi je neumen, da ga takole gledaš. Ne, se lahko obrnem na tem. Ne, petke, no. Pet se vsest. Obljubam, da je kul. Obljubam. Res ne ve, to ni zdaj, dajte zaigrati. Ne ve, zdaj pa tako. Ni mi panike superlativov zdaj začeti govoriti, ker vam obljubam, sploh ne bom povedal, kaj boste gledali. Toliko sem samozavesten v to, kar boste zdaj videli, da boste šli čist na suh v tole. Zdaj pa tako. Nek človek bo govoril, tako da se boste smejali, ampak poslušajte, kaj govori. Ne veste, kdo je, on tudi ne. Ne veste, kaj bo rekla, zdaj veste, da je ženska. Dajte, iz tvoje preteklosti. Son of a bitch. Tako da jaz bi zdaj ne še, ti bom rekel, to je človek, ki ima komčes. Zdaj pa sam, dajmo si, klele mi timer, 10 sekund naj še Švica, pa bom tako naredil, pa začni predvajati, jaz bom tih, res ne veste, kaj vas čaka. In? Ne, biti. No, daj zdaj, daj. Ja, Jure in Tomo, prav sta imela. Tomaž Zanjuk je moj sin, nekoč urednik na Radio Študent, zasvojen še vedno z Radio Študentom, zato je napisal tudi kot soavtor knjigo Brez nagobčnika. Seveda
pa je v Ljubljani mojih učencev veliko in ki jih spremljam, uspešnih Brežičanov, med njimi si tudi ti, Jure. Lepo je, da si se me spomnil in jaz se tebe velikokrat spomnim. Gledam Milijonarja vsak večer, med tem pa sem razmišljala tudi o naših skupnih letih in najbolj mi je ostalo v spominu, kako si reševal razred s programom v šoli v naravi. Tvoji so bili nekako ne iznajdljivi in potem so rekli, se imamo Jureta. Jure je pripravljen vedno skočiti in Jure je bil Mr. Bean, nasmejal nas je do solz in že takrat je pokazal svojo sposobnost imitiranja in nastopanja in vesela sem, da je tako še dan danes. Pesmic smo peli ogromno, od 5. razreda Head and Shoulders, potem recimo Yesterday od Beatlov v višjih razredih. Jaz sem imela vsako leto pripravljene pesmi različne in so tudi stavljali besedila, tako ob pesmi se jezik trenira najlažje, ko ne misliš na besedilo, ampak na melodijo. V Brežicah sem učila tudi Petana, pa Klemna, Slekonjo, pa moja Lučka Bibič je tudi zelo daleč nekje uspešna, pa veliko je zdravnikov. Jaz spremljam svoje učence še vedno in sem ponosna na to, da sem bila delček v mozaiku njihovega življenja. Krasno. To je pa krasno. God damn. To je pa krasno. Kaj to naredi ChatGPT? Zrezana. Ja. Wow, to je pa lepo. Razloži tega Mr. Beana. Veš kaj je bilo, tam je bila šola v naravi in to si šel? Jaz sem to zelo presenečen, da si šel. Ja, pa se ni bilo, enkrat je bilo na listci, se mi zdi. Tudi jaz sem se režil, ko sem zvedel. Drugič je bilo pa... Pacuk, Savudrija. Ne, en tist, kaj so tam okrog na Dolenjskem. Toplice. Čateške. Ne, Toplice. Ne, Dolenjske Toplice. Dolenjske Toplice. Dajmo reči Dolenjske. A tam si bil Mr. Bean? Ja, tam so rekli, na koncu bo nek program, pa sem pa iz tem, da sem si vsaj mal krajšel čas, ker to je bila kar muka. Ampak ona je pa zanimivo, da se spomne. Jaz se zdaj sprašujem, koliko mora biti ta gospa stara. Ja, to nisem zdaj dožal. To je, ker ona je bila že takrat, ne bom rekel v letih, ampak bila je pa sigurno takrat starejša, kot sem jaz zdaj. Ni bila, ne? A pa misliš, da isto diši, kot na koncertu? Ali... Če bi mogel sklepati. Starejše gospe, tudi po ulici, ko hodiš. To res ne mislim nič perverznega, oprost. Sam tako vidiš, ne zavohaš to, kar zavohaš z enim šmrkovcem aks, razumeš, ki gre tja v nebo, ali kam hodi. V nebo? A si ti kdaj bil gor? Ja, nastopil sem gor. In to pred kratkim. Si v nebo? Globalu praktično. Ja, imel pa en drug Rotary klub, pa smo... Ja, inštrumenti iz paleolitika. To je bila šala. Ja. Ne, tako da bi prostočasno šel, to pa ne. Ne. To pa nisem. Ni to moj venue. Kaj pa je tvoj venue? V Ljubljani? Ja. Izvoz za avtocesto. 2 uri? Ja, same. Jaz se ne vem, kdo je napisal v Discortek, kaj pa napisal? Da ker je bila neka toča v Trstu včeraj, da če si že včeraj štartal, da bi pač... Ni toliko napačna, ta misel. Jaz bi samo še eno stvar, čisto ker je preveč smešen.
Plačaj.si. Ni plačaj podpri.si, nekaj domene govor, ne bom več govoril. Ta knjiga je v bistvu res o RŠ-u in je ena res, bom kar rekel, to, ki hočem na sebe natnalo, da sem kaj noter, če lahko daš to fotko naslednjo, da se bo pokazal. Ja. To je pa zelo nervozni Anže Tomič na Groševem turu, ker smo pravice govorili in sem tako boleval, da je ta slika najbolj miren del vsega, kar se je tam dogajalo in imam ta list, ki ga imam v roki, sem si ga pol dal laminirati in ga imam še vedno doma, ki sta gor te dve pravice, ki sem jih največkrat povedal. Ena v eni podgani, po enem župniku sem imel nekaj zapovedati. In sem rekel, tako da če koga zanima, samo zato, da, ker si predstavljam, da ko bo Tomaž Zanjuk, sin gospe Zanjuk, učiteljice Zanjuk, če kupite to knjigo, najbolj še to ona kaj dobi, ker je tam tako promovirala, sem rekel, da vam reklamo naredil in noter imate tudi to mojo sliko, pa še eno mojo v športni opravi. Ne, ok, v redu. To je to, lahko da sem zdaj opazovalnico. To sem samo hotel povedati. Tako da to, kaj si pripravil, Jure? By the way, tole sem danes odprl MMC. Luka Dončić poleti ne bo zaigral za reprezentanco Slovenije. Sem to, da boste naslednjič se dvakrat vprašali, preden se boste vstali za nekoga ob 4 zjutraj. Ti pa bolan na oboževalnici v živo, ne? To je poanta, ne? Ja. Padaš na meč. Ker se še spomnim na Planet, ko sem še delal tole oddajo ta teden, pa smo imeli enkrat en teden, je bila, ne vem, neka velika tekma je bila in je šla novinarka neke študente v Ljubljani snemat, kjer so po noč pač en lokal odprli, da so gledali to tekmo. Ne? Ja. Neko tekmo in potem je bil intervju z njimi in kako je, noro, super. Sem si mislil, preklet debil. Kaj delaš po koncu ob 4 zjutraj? Pejt spat. Sploh noče igrati za reprezentanco. Ja. Mi kaj zadane, vse zadane. Ja. Vse zadane. Mim meče. Čak, kaj pa se dogaja poleti? Sem to pa ne vem, reprezentanca. Kaj se dogaja? Aj, kakšno prvenstvo bo? Ne, kvalifikacije so samo. Kako? Kvalifikacije. Aha. Za prvenstvo. Za prvenstvo. Ja. Se pa tudi, če bi igral, ali ne vem, no. Eni so pač fani. Imamo pa še eno novico, ki mislim, da jo je treba omeniti. Kaj pa? Glede na, tukaj več ali manj sedijo ljudje, ki so Dopo Barbo pač poslušali, ne? Sploh ta zadnjo. Tega procenta pa nikoli ne veva pri live-u, koliko ljudi pozna za fenomen Dopo Barbe. Ja, vsi. Ja, kako? Ker so vsi kupili, ne? Okay, točno, ja. Bravo, nisi razmišljal do konca. Nisi. Ne, daj še kaj povej. A da dam stol nazaj. 6-strunska lira. Ne, to žalostno novico, ne, Bor Zuljan ni več član. Naslednje leto bo opening act za tole. Ja, to so rekli, da najbolj se ga bo dal tudi za tole najet, da pride en solo špilat. Solo. Pa eno plesalko zraven, eno blond poznam. Kaj je full phrase day. Tudi zapoje, če je treba. Ja. Kaj sem hotel reči, če je eno stvar, ne? Pred kratkim je britanski kralj, to je Charles III. Jaz sem kavili resnik. Pride, sam greatest hits. Hanon Kur, zdaj smo pri kralju. Ne. Okay, v redu. To je noro, ona pico drži v obliki srčka, to sem šele zdaj videl. Zdaj, kaj si... Ja. Epic. Ja, prej si sam Joške gledal, ne, bomo iskreni. Ja. Slika. A je slika? Kralj Charles je bil v... Ja. Ta govor, ki ga je imel v senatu, to bo šlo v zgodovino takoj za Churchillovim. A res, kaj je to govor? Res nisem v senatu ameriškem. Ja. Kaj pa je rekel? V bistvu jih je požalil do konca in Američane steral v 3 krasne, ampak to na tak način, da ne vejo. Ne, da ne vejo, da te vprašajo, kjeri smeri se pa gre. Res? In sem
tako mal sem spremljal svetovne odzive na to. Ne? In zdaj kar naenkrat je celem svetu Charles Ratu pa car. A zato, ker je Trumpa zdisal? Okay, Ja, okay. recimo, ker ga je res. Okay. Zelo. Ja. Je izpadel kar Trump res bimbo. Ja, šele zdaj. Ker ponavadi ne, ja. Ja. To je bila ta kaplja čez rob. Tudi Godlerju ni več všeč. V glavnem. Im je čudno, ne, vidiš, kaj to mediji naredijo, ne, ker je bil leta in leta praktično eden najbolj osovraženih. Ne, zakaj? A je kaj slabega naredil? Ja, ni. Zdaj pa kar naenkrat je pa... Mislim, zanimiv pojav se mi zdi to, no, kako... Da so ga zdaj rehabilitirali. Ja. In si zadovoljen, sklepam. Ne, sam je res je dober. Dober sovren, no. Ja, ga boš pogrešal, ko bo kmalu šel. Kakšno je to? Ja, ne vem. Kaj če kdo z ambasade angleške? Slečem se, če je nekdo iz ambasade angleške. A je kdo z ambasade angleške tle? Ker zdaj lahko nekdo kar reče. Ja, okej, ja. In se bo en dvignil, yes, it's me. Very true. Ja. Very true. Ej, jaz sem hotel še eno stvar meniti. V prejšnji epizodi, ko si probal razložiti recept za japonski sendvič. A povem še enkrat? Ne, ki se pač ni nehal. Ja. Ne. Sem potem presežen, jaz sem to posnela in sem naslednji dan na Instagramu dobil ta video. Je bil en model in je bilo točno to, kar si rekel, je bilo. Jajca, trdo kuhana, rumenjake ven, cep, majonezo je dal, to vse, kar si rekel in je res dobro zgledal. Moram reči, da je res izjemno zgledal. Jaz sem pa mislil, da bo šel v tiste vode. To posluša. Ne, to jaz Ljudje vem, tako da radi. ne. To jaz vem, da ne. Ne? Ne poslušajo. Telefoni vas ne poslušajo. Ja. Ti se spoznaš na te stvari, ne? Ja. Ti bi vedel, če bi nas. Zate nisem. Čeprav je pa zanimivo na ključe, včasih dobiš kaj. Ja. Nekaj, kar se Kaj pa iščeš, kaj pa se ti pojavi? Kaj je na tvojem algoritmu? To bi lahko enkrat povedal, poleg opic. Ne? Kaj se še pojavlja na tvojem algoritmu? Erezione forte. Ampak to zato, ker sem v Italiji. Ja. Ne, Ja. se ne veš, kaj to pomeni, kaj se režiš. Ja, vem, kaj to pomeni. Kaj pomeni to? Ne bom tega jaz rekel. Je bilo dosti, da je bilo vliv do italijanščine, je čist dovolj. Ja. Okay, greva na kakšen opa help, ali si imel še kakšno reč, ki bi jo hotel? Ker imamo par fajn opa help, pa danes smo vas že spet, sem to, da veste, sva se naučila od lani, ne? Zdaj timer gor teče, ker lani sva ga imela, da je odšteval in je pol po eni uri bila 0 in sva čist pozabila, da to obstaja. Tako da danes boste prej doma, to hočem povedati. Ker lani je bil res kaos. Ja, sorry, povej. Bi ti še kaj Ja, eden je objavil, to pa moramo nasloviti. Kaj pa? Ne, en je objavil, tudi v Discord tag, to je tudi treba povedati, to sem si tudi zacahnil, da so na Brionih ilegalno streljali živali. In bi samo rad povedal, da jaz in Joco nimamo nič s tem. To je to roza. Ja, nek model, ki je bil prej nek direktor Brionov, obstaja video, jaz sem šel to pol raziskati, na index.hr obstaja video, vse grozen v bistvu, zdaj mi je žal, da malo razlagam to, vse bom probal tako povedati, da bo cool. Dušilc daje na neko pištolo in pa zajce strela iz avta. Grozen. Kaj pa zajce z dušilcem? Mislim, kaj pa zajce ve? Mislim, kaj bo slišal, ne, posluš, Ja. kaj bo slišal. Ne. Razlož. Ja. Jaz sem pa slišal, A ti si slišal? ja, v Pa ni bilo zvezi, dušilca. v zvezi z dušilcem. Tole bo dober. No, daj. Če ti policaj Napreden nadaljuješ. z Ministrstva za notranje zadeve, Iz kje pa bo policaj? okay. Če pri tebi najde dušilc, greš direkt v zapor. Dušilc je že A je dovolj. to res? Je res. Ker ja govoriti. A je kdo iz policije? Ne, boljš, okay. Torej- Dušilc, Ja. greš direkt v zapor. Ne, sploh te ni obravnave, ni kar. Ne. Pač kar naenkrat si na dobu. To je tako kot v Ameriki. Ko tam narediš, ne? To sem tudi dobila, da reč odziv. Je en napisal, da v Ameriki živi in da se tam tudi policaji skrivajo za grmovji in zlata. Resno? Ja. V Ameriki živi pa to posluša.
To tudi jaz nisem pomislil. Ja, očitno, ja. Je pa vsaj na tekočem, kaj se dogaja v Sloveniji. Veš, kaj so drugače moje sanje? Kaj so moje sanje? To, kar si rekel, če bi kdo v Clevelandu to poslušal. Mislim, da sem enkrat že rekel, da je ta diaspora slovenska v Clevelandu, ki je milijon enih Slovencev. Zamejski Clevelandčani. Ne, imajo časopis, ki se mu reče Slovenec. Res. In molim, da mi dva kaj prideva, da nas enkrat povabiš, da bi bila povabljena v slovensko diasporo, Cleveland, metropolo. Ki prvič to omenjaš? Omenjaš, da se to zgodi. Mi dva prideva, deva to v... A ne, prideva. Jaz grem v Cleveland. Jaz bi tudi šel v Cleveland. Nisem še bil. LeBron je iz Clevelanda. Sej Drgan ga tudi ne bi pripisal. Na mestu je. Ker sem imel tako stresno obdobje, jaz ko imam stresno obdobje, to bom še povedal, pogrem pa na Opa Help, sem si kupil Nintendo Switch. To pa je enovica. In? Kaj si igral? Sram me je, ne, ker zdaj se pa res grozno počutim, pa starega, pa tako pa grozno. Kupil sem Doom. Poznaš Doom? Ja. Demoni. To je sam, da ljudje vejo, ker to pa vem, to je pa moja, ko si imel prej lutna, ali kaj že, Libra, moment, da jaz razlagam stvari. Libra. Tehtnica. Doom je špil po moji iz začetka 90-ih, tako je treba reči. Ne, ta je iz... A ta novega Dooma? Ja. Okay. Ne, velike puške, dušilci tudi. Ja. Okay. Tako večkrat reče. Zdaj veš, koliko imam zamika, ker te poslušam, ker te včasih kar ignoriram. Zanimivo, tako vmes reče, da je koncentracija demonov nezdrava. To se mi zdi tako noro. Ne, kar pa je grozen, kar se pa grozen jaz počutim. A si ti okej? Čak. Mogel sem roman popraviti, pa mogel sem snemati, pa to pa sem rabil nek ventil. Ja. Pa je bilo, ne vem, Macallan, Nintendo Switch. Raj Nintendo Switch. Ja. Okay. In vidim tako, igram 3 dni, zvečer preden grem spat, da malo pozabim. Demone strelaš. Ja, demone streljam. In mislim, o moj bog, kako je to težko. In po 3 dneh tako pridem ven pridem na Mars. Ven. A ja, v igri smo, ok, sorry. Ja. Cool. Malo si me zmenil, da je v Trstu, pa ven. Ja, okay. Na Mars pridem. Na Mars, okay. Ja, in tako pač čudna svetloba je vse. In sem mislil, zdaj sem pa že kar nekam prišel, se je pa šele uvodna špica zagnala. To ni za mene. Ne. Tetris. Drage igre so. Ja, to je pa res. To je abnormalno. Super Mario Wonder, 60 €, fuck. Sam je dober. Dober je. Ja, to je preveč. Koliko so bile, ko je bil Game Boy? Isto? Ne, takrat je bilo 30 mark. Isto. Inflacija. Bum, ljudje, ki vejo. To je ta iz angleške ambasade. Ali pa policaj. Ok. Ja. Nisem dol, pa sem pa tisti kupil Nintendo Classic konzolo. Ja. NES, Game Boy pa Super NES. Tam tisti pa še gre. Tisti je pa tvoja predstava. Ja. Mislim, kakor je. Opa Help? Opa Help. To so vse zadnja vprašanja. Ja, tako je. Zadnja vprašanja, ki so bila, kakor sem jaz razumel, v Discord napisana z potrebo, da bodo tukaj uporabljena. Ne, to sva rekla v tudi epizodi. No, ti si to tam rajco po Discordu. Ne vem, če sem. Sam rekel sem v epizodi. A ja, nisi v Discordu? Ne, pridi v Discord. A ne? To je producent. A ne, vidiš? Ne, to pa znam, Nintendo. Opa Help. Opa Help. Prvo vprašanje. Želim izboljšati svoje vsakodnevne navade. Pred kratkim smo slišali nekaj o Juretovem jutranjem ritualu, opazovanje telesa v ogledalu in pa policijski videi. To je nekako moj life. A kdaj gledaš bodycam footage, ko si nag v tej kopalnici polni ogledal? Ne. Kaj pa je ultimativni način za dober zaključek dneva? So koraki različni za moške in ženske? Zanimata me mnenji obeh. Hvala, Teja. Ja. To pa ti nam povej, Teja.
Ne smemo te vode. Ko skoraj hotel imeti interakcijo z ljudmi, pa se je premislil. Hotel sem vprašati, če je Teja tu. A jaz vprašam, No, vprašajo. Teja, koliko imaš ogledal v kopalnici? Kako? 3 mala. 3 mala ogledala. Ali je kjero na stropu? Ne. V redu je. Ne, ampak vprašanje, ultimativni način za dober zaključek dneva. Okay. To je... Okay. Ne, zdaj bom povedal, kaj hočem, kaj povem zdaj. Ne vem, sem nekaj mahati. X-rated ali prijazno? Prijazno. Okay. Okay. Moj dober zaključek dneva je... Čak sem malo, v kjero smer gre X-rated? Mislim... A bojo kretnje v igri? Boben je v igri vsekakor, ja. Pazi, sluš, action, samo malo. Takole je. Ja. Zelo dolgočasno boste rekli, to je pa dolgočasen človek. Ja. Čaj, potem pa predlagam, da si nabavite VPN. To je prva stvar. VPN, slušajte do konca. To bi ti napisal v Dirty Talk obrazac. Ne. Ja. VPN. Ja. Zakaj VPN? Zaradi ene aplikacije, ki pač ne dela v suvereni Republiki Sloveniji. Okay. A je to ilegalna aplikacija? Ne. Okay. Ne. To je zelo legalna Nekaj aplikacija. samo v Indoneziji na voljo. Dela že v Italiji, če smo že pri tem. Okay. Pa po mojem tudi na Hrvaškem, pri nas pa ne. Imenuje se Pluto TV. In, eni že imajo. In Pluto TV, to je nekaj, če bi mi ti rekel, ko sem bil star... Pejte domov. Ja. Tako dokažeš, da si visok. Ja. Rekel sem. A jaz to naredim? Rekel Čak. sem. Narejen, ja. Če bi mi to rekel takrat, Ja. To si sam ne delaš usluge s tem, sam, ja, no ne. Kaj si kaj, 10 star? 7. Okay. Če bi mi rekel, Ista višina. da bo... Si ga ti na šuntu, ne? Če bi mi ti Ja, ene 4 plačance imam. Ja. Me ne bi čudil. Če bi mi ti takrat rekel, da bo na voljo ena aplikacija, Ja. ki ima Okay. ne program, na katerem vrtijo stare ameriške serije, ampak za večino od največjih starih ameriških serij lastne kanale. Kaj gledaš pol? Tam je Kaj? zavihek Classic TV, Ja. pa bi rekel, da hočeš X-rated, pa bi bila vesela s tejo. Tle ti govorim mojo varianto. Okay. Sela stejo, to je lahko naslov. No, recimo Star Trek. Sorry. Zdaj, mene je že uno gledalo na stropu, bom. Že sem še tam, sorry, povej. Ja. Čeprav. Ne, daj povej. Ok, bom sam nekaj v zvezi z X-rated pol povedal. Okay. Niti ne, kul je. Recimo Star Trek Original Series ima svoj kanal, Okay. pa Voyager ima svoj kanal. Okay. Vsi Star Trek serije Kaj pa še drugega starega pa gledaš? Matlock, Diagnoza umor, MacGyver, Hawaii Five-O, Okay. Miami Vice, Oh. Dinastija, Dallas, advokat, stari Perry Mason. Perry Mason. Kaj jaz to vem? To je tako narobe. Ja, okay. In to te vlep spanec, ker, by the way, X-rated. A sem to samo jaz? Ali je Ja. tudi, ne. Ja, karkoli boš rekel, ja. Ali je to tudi načeloma tako? Ja. Gre Da. po ulici hodeš, zvečer vohaš stare mame. In greš spat. Ne, To je. sem tako me. A je- Teja? a- Ja. Ne vem, a je v modi, a so v modi še spolne aktivnosti zvečer ali ne? Ker... Ne vem. Ne vem, ti povej.
jaz se zvečer ne počutim poredno. Mislim, ne poredno. Friski. Ja, jaz verjamem, Zvečer. da je težko Zvečer se je- počutiti poredno, kam metlo, kaj gledaš. Za tiste, ki ne veste, to je en odvetnik serija iz 80-ih, 90-ih, ki je Ne, original je bil iz original 50-ih. iz 50-ih, črno-bel. I Love Lucy. Dej vpraši Tejo, če se počuti poredno zvečer. Ne. Samo odkimava, prav da ne? Ne vidim, jaz smo. Ja. Tako da to je moje mnenje. Piše, zanimate me mnenje obeh. Shoot. Pejva na naslednje vprašanje, Ti povej, prosim. kako zvečer? Kako Ja. konc? Moraš Jaz povedati. najprej res spucam ta ogledalo na stropu. Ne, jaz lahko kar zdaj počneva z ženo, zdaj je ona živčna, ker tukaj sedi, kaj bom rekel. Ampak v bistvu Seinfelda gledava. Seinfelda gledava in je res ok. Seinfeld. Seinfeld. In sva zdaj gledala, glih včeraj ali predvčerajšnjem je bila ta epizoda The Contest, ko, zakaj to razlagam? Pejmo, ja, sem ben ne ve, pejva naprej, bom kar zrezal najbrž, dej, drugo. Hej. Hej, ok. Izjava gospoda Tomota, da s Hrvaško nikoli nismo bili v Kaj je ta vojni, podcast? je napačna. V času druge svetovne vojne so nas napadli vsi sosedje. Evo, vključno z neodvisno državo Hrvaško. A viš, vi jim pa denar nosite po letu. Sam zdaj pa ne razumem. Neodvisno državo Hrvaško, fascist puppet state. To ne Ja, da je razumem, kaj bila, pomeni. ne, ni bila ta prava država, ampak je bila pač Provizorična. fašistična, provizorična država. Tako. Mislim, fašisti so jo ne, spet naprej, no, v redu. Ja, fašisti iz kje? Iz tvoje domovine. Zdaj. Tam jih pa ni. Ta, edini slovenski še v Trst, pa je, ko slišiš Trst, je naš, niti ne. Sam to je res. To je res, a ne? Tako. To, slovenska šola, radio slovenski v Trstu, pa Godler, ne, to je, lahko zapremo. No, povej. V času osamosvojitve je bila Hrvaška tudi na nasprotni strani. No, to je zdaj. Ups, by the way, Godler ne prizadene, sorry za nadlegovanje, a le z najboljšimi nameni. Ne razumem tega točno. Ja, narobe si rekel si prizadane namesto prizadene. Ja, prebral sem, kaj je napisal, vse je dal pod navednice. Ja, ampak ti si v epizodi to rekel. Da si v epizodi si očitno na eni točki rekel prizadane, prav je pa A prizadene. ja, neka brita je to. Vse je kle človek. Ok, sorry za negodovanje, a le z najboljšimi nameni. Se vidimo v španskih borcih, fuck, aj tle. A bo upo reči? Ne bo. Ga ni, zbolel. Ne, mislim, da Prodal si karto. Partej začel z ogledali, a misliš, da bo kdo še kaj rekel. Ja. Tej smo polepšali večer. Ja. Hvala, da se jaz pol normalno. Okay. Kaj, hvala. Neč, rej, pej sam bej naprej. Kul. Ajde. Živan že? Ja, takole. Pozdravljena. Za praznike sem prehodila, neumen je bil. Za praznike sem prehodila West Highland Way. To Tvoji je to. ljudje. Ja, moji Ja. ljudje. Anže, to je na Škotskem. Čeprav to bi vedel, ker je Highland, ne? Highlander, there can be only one. Ne? Šla sem v Nihče a si gledal Highlanderja? Ja, sem. Trije smo. Dobro, s tem se ni zahvalil. Vse so ok filmi. A veš, zakaj se gre pa Highlanderja? Ja, vem. To No, je povej. bil Christopher Lambert. Ja. Ja. Spomnim se. Ja. Moraš mu odrezati glavo in dobiš njegovo moč in na koncu bo samo še en nesmrtni hodil po zemlji. Zelo perverzno. Šla sem v backpacking slogu, ker jih je Jure tako dobro reklamiral, sem seboj vzela zalogo Tactical Foodpacks in sem navdušena. Ni za kaj. A je tukaj? Ni. Je! Ha! Bravo. A lahko jaz nekaj vprašam? Ok, preberi do konca, pa jaz vprašam. In sem navdušen. Definitivno odlična alternativa s suhim sendvičem in mastni angleški hrani na poti. Hvala, Jure. Ni za kaj. Če bo kdaj na voljo promo koda Tactical Godler 15.
A je Tactical Golder 15 tvoj username na Switchu? Obljubim, da bom kupila cel karton. Imam pa vprašanje za Jureta kot strokovnjaka za Britance in britanskost. Na poti so prevladovali britanski pohodniki, ki so se izkazali za zelo komunikativne in smo večkrat poklepetali. Skoraj vsi so me imeli za Nizozemko. Zakaj? Ker je blond? To samo ti si na to pomislil. Ja, Najbrž zaradi naglasa. Hello, 7 years za clock. Oh, you are Dutch. Ne, jaz nisem mislil, jaz mislil, imeli za Nizozemko. Jaz tu računam žensko, ki sem jo zagledal in rekel, Turkinja, a veš. Ne, že ko smo spregovorili. Ja, pač Kassandra, ali kaj je že bilo? Telenovela. No. A ti veš, da se to snema? Aha, Telenovela je Turkinja. bila turška. Ja, pač. Ja, Če bi pa še s prepoznal. prstom, ne? Turkinja. Ne, nisem tako mislil. Ja. Prepoznali so jo za Nizozemko. Ja. Jaz, če bi jo videl, bi... Mogoče je pa visoka, Nizozemci so visoki. To sem pa slišal. Ja. Koliko je poprečno? Več. Tam bi bil ti nič posebenega, ne? Pa se tle tudi nisem. Pazi, naprej. Ja. Ko pa sem povedala, da sem iz Slovenije... Ja, no. Ali pa Grkinja, bi tudi prepoznal jo. Kaj pa? Pejmo s tem naprej. Kaj pa prepozna, zakaj bi rekel, da je ena Turkinja, ena pa Grkinja? Ja, lase, oči, nos, Marina Sirtis, Star Trek. Ja. Ja, Je Grkinja. Boš rekel, Švedinja. Seveda je Grkinja. A še kakšno narodnost prepoznaš? Kitajko. Zakaj? Pa kaj Zakaj? Zato, ker jaz malo probam, mogoče bo pa tako po meji hodil, pa To ni našel čez. zdravo. Kitajka Anže, takoj. Anže, sorry. Ja. To ni zdravo. Kaj ni? Ja, ni. Ne, ja, sorry. ni, Jure. Ja, Sama, ni. Ni zdrav nivo tvoje politične korektnosti, da se jaz bojim karkoli pohreči. Če. Ampak prijatelj. Zanj sem rekel orientalski tepih, pa me je napadel. Češ, orientalski zdaj ne sme biti več. Pa ne bo azijatski. Meni ni noben izobrazil, kako se moram izražati. Na tem moram. Se strinjam. Ne vem, kam si šel na te lekcije. No, daj. Kdo te je to. Ko pa sem povedala, da sem iz Slovenije, so bili zelo presenečeni. Zdelo se mi je, da sem ob omembi Slovenije na njihovem obrazu zaznala mešanico pomilovanja in odpora. Ja. Sej. Kaj pa drugega si mislil? Ali, ja. Ali Britanci na Slovenijo še vedno gledajo kot na komunizersko državo tretjega sveta? Čak mal, država tretjega sveta ima lahko tudi čast. Pa ponos. Čak, zdaj gremo pa v kontrasmer, kot naprimer. Država, ki ima čast in ponos. Kaj tam v Afriki, ki bi najdel? So ponosni. Sedaj nekaj Charles, kot te zbobni pričakajo. Kaj te pri nas pričaka? Častna straža, tam, pa še fušajo na koncu. Ne, to je res, fušajo ta ansambl Slovenske vojske, oziroma orkester. Ansambl Slovenske vojske? Ne. To bi mogel jaz reči, prijatelj. Kako se že imenuje? Ansambl Slovenske vojske. Godba Slovenske vojske. A se imenuje tako? Uradna častna straža, godba Slovenske vojske. Ja, to so isti ljudje. Unika so v častni straži, pa še igrajo. Zakaj jaz to zdaj delam? Okay, ja. Častna straža, vojska, Nataša Pirc-Musar. Država tretja, ja, ne samo komunizersko, tudi koruptivno, ne? Veš, v Avstriji, ne? Ja. V Avstriji, če boš ti šel s prstom v marmelado, kot politik, ti boš tako po prstih dobil, pa onkoli več ne boš tega naredil. Red je red. Tako kot na avtocesti, vsake 5 kilometrov radar. Ne, to mi gre na živce, ampak vse. Boljš red, kot... Ne vem, če. Ampak okay. Ja. Ali na katero držav, ki ni UK, ne gledajo kot na državo tretjega sveta. Jaz, če bi bil UK, ne bi. Iz enačbe želim izvzeti vse Škote, ki so se izkazali kot super ljudje. A to pa so. Anže, sorry za politično nekorektnost. Zvesta satelitka Jerneja. Ja. To mi je zelo všeč. Ko, Jerneja? Okay, Zdaj,
A zdaj še ena druga? Zdaj še ena. Koliko vas je tactical godlerja imel? Kaj pomeni, da je bilo dobro? Kaj si jedla? Eno, kar si jedla, povej to s pakedranščino. Chicken curry. In je bilo okej. Ja, pa da mi še nekaj povej. Ko to poješ, ne? Ja. Jaz sem to kuhal. Nisem kuhal, vodo sem zlil non, pa premešal. Jaz sem to rekel, fuck, to je 14 €, jaz od tega ne bom sit. Ampak, ko sem ti spojedel, Si bil nasičen. ja. A ti tudi? Okay. Kako priješ v stik za to firmo, ki to dela, brez da si ti tisti, ki reče, hej, Začni jih tegati na Instagramu, pa upaj, ne. Ja. je pa kaj nam se doma posnel, kako jem tisti. To bi bilo kar okej, po moje. Doma? Pa v caption, to mi je bilo dobro, ker sem hodil, da kar doma to jem. Ali pa če dam AI, pa da me da na goro. Ja, na Himalaji gor. Ja. Ja. Se ne moreš ločiti več. Ja, se videl, učiteljica smo zrihtali. Dej še enega. Petega, zdaj pa ti peti. Prišparajte tole za live. Aha, ok. Dragi monsieur, se to je prav. Monsieur. Ne, sem je francosk. Monsieur. Monsieur. Ni monsieur je. Ne? Pa ne zgovori se n. Monsieur je. Ne, ni monsieur. Monsieur Mon je. siguren ni, a je kdo A je francoz? monsieur je. Monsieur. Ne pomagaš, pa ja. Ni tako mi, ok. Policaj, ne? Kaj je zdaj prav, dragi monsieur? Monsieur. Monsieur. Ok, v redu. Tako je. Dragi Godler in Anže, močno manifestiram, da tole preberete v Španskih borcih, ker vaju iz publike spremlja vajna bodoča satelitka. Satelitka bo namreč postala jutri, ko na mail dobi vse podatke, ba je, tako piše na podpri.si, to je res, vedno lahko podarite naročnino na pozovalnico. Your gift card. Ne, ni gift card, ne. Link je, okay. Ni gift card. Kmalu bo. Ne bo. Na Petrolu med seminarno A si Ljubljana, pa predstavljaš? med Ja. Netflix. Ja. Netflix, Špar, Google Shop. OnlyFans, Ja. opazovalnica. Ja. To je namreč moje darilo, da se bo počutila še bolj domače v daljni deželi, iz katere jo bo ponovno spremljala. Pa malo sem sebična, in bo to razlog več, da me po selitvi ne pozabi. In pa je insert Iver Lev. Insert Iver Lev. Huje. Okay. Katera je ta dežela, vprašata? Vprašava. Kraljuje ji Charles III., Jure pa najbrž pozna tudi njihovega najslavnejšega fizika Ernesta Rutherforda. Rutherforda. Rutherford. Kaj sem jaz rekel? Beri dalje. Okay. Anže, nate ne polagam veliko upov pri ugotavljanju te zagonetke brez zamere. To mene sem cancel. Vemo, okay. Kako torej lahko pomagata? Poleg tega, da ne nehata snemati dva klicaja, sta pomagala, če sta tole prebrala, live ali pa ne, it will do the trick. Se vama iz dna duše zahvaljujem, Alice, očitno. Kdo je pa kolegica pol? Kaj je bilo to? Zakaj je nekdo zastopil? Mi je žal, da sem vprašal. Kaj se dogaja? Nekdo je zastopil. Ja. Kdo? Sexy, by the way. Ok, prosim, ne. Pejmo dalje. Okay. A greva zdaj na dopo barvo? A greva na dopo Še eno barvo? vprašanje, pa čisto na kratko. Okay, no, Pozdravljena, Jure, in Anže, vprašanje predvsem za Anžeta. Oh. Jure pa lahko pomaga. Kako danes sploh poslušati klasično glasbo? Ali je to Si na YouTube? tag. A ja, ti bi to. Ja. Ali CD iz Amazona, kateri CD, kateri avtori, kje sploh dobiti kakovostne posnetke, ali se je bolje kar sam igrati na domačem Casiju? Ali je sploh mogoče uživati v prvinski klasični glasbi na telefonu s slušalkami, ali je za to potreben kak Trinov, Linkdorf, Sonus, Faber? Hvala za odgovor. Lep pozdrav, Janko.
Jaz bi tako rekel. Poslušati klasično glasbo. Jaz je ne bi, ker je izmaličena. Ja. Ker... To more dati sebe. No, ne, pač ja. Okay. Obstaja en app, ki ga je Apple naredil, ki je namenjen klasični glasbi. Imaš in? Ja. Hanan Kurut? Nič ne najde. Nič kaj veliko ne najde. Jaz bi tako rekel, posluša kjerkoli naj posluša, če pa, mislim, da je zelo pomembno, ne, kaj je zdaj to? Dej, povej. Nej se najprej, bi rekel, zainteresira v neko skladbo, nej preštudira čas, v katerem je nastala, komponista, pa nej posluša pol kjerkoli. Jaz sem enkrat snemal en dokumentarc o glasbi, klasični, ne vem, če veste. Ne moram verjeti, da si to samo menil. Jaz sem čisto prepaden. Na RTV Slovenija. Ok. Ful let nazaj že. Okay. No, v glavnem, če to kdaj kdo vidi, ne verjame nič, kar je bilo rečeno v tem notu. Okay. Tako da to ni... Zdaj gremo po Dopo Barbo. Bi te prosil, če se usedeš nazaj na stol. A bo 90 let stara ženska napovedala Dopo Barbo? Prosim, če se usedeš na stol. Okay. Usedi se na stol. To je tako dobro. Dopo Barba intro video, prosim. Joj, opazovalnico bom poslušala naga, če je to želja Jureta. Shoulders, knees and toes, knees and toes. To pa ni okej.